Na 15. seji občinskega sveta občine Lenart, ki je bila 2. oktobra letos, smo občinski svetniki le bili obveščeni, kako je župan občine Lenart samovoljno razdelil državno pomoč, ki jo je občina prejela od države po neurju iz meseca julija in avgusta tega leta. Je v lokalnem lenarškem časopisu zapisal MB oziroma svetnik in poslanec SDS Marjan Bezjak. Ta je županu Lenarta v Slovenskih goricah Janezu Krambergerju v članku poleg že navedenega očital tudi skrivanje seznama prejemnikov denarja. Jaz kot svetnik in dejansko predsednik odbora za gospodarstvo in finance normalno sem podal to objavo dejansko v časopis o delitvi sredstev, kljub temu, da je na 15. seji bilo izglasovano ob moji odsotnosti seje, ker sem gostil veleposlanika iz Beograda, dejansko pri nas, zglasovan sklep, da se ta sredstva ali ta seznam, ki je bil izdan iz strani občine na seji, je tajni, da se objavijo te stvari. Jaz pa smatram in smatrajo tudi ostalih 5 svetnikov, da je dejansko ta seznam merodajen za objavo. Pravi Bezjak, ki še dodaja, da naj bi upravičenost objave preveril pri predsedniku vlade, medtem ko mu župan Kramberger odgovarja, da se objave spiska sploh ni branil. Le preveriti je želel, ali lahko takšne občutljive podatke posredujejo javnosti. In to so potem tudi ta sklep zglasovali, da dokler ne dobim pisnega odgovora, ali se lahko ti podatki in v kakšni obliki se ti podatki lahko objavijo, da tako dolgo je ta spisek zaupne narave. No, ampak neposredno po tej seji se pač ta spisek pojavil v našem lokalnem mediju in pol ni bilo več nobenega razloga, da bi seveda ta spisek bil tajen. Vi ste torej 100% prepričani in zatrjujete, da niste niti evra dali nekomu zgolj zaradi neke osebne preference? Zagotovo, gledajte, ta spisek je nastajal tukaj v tej pisarni, skupaj z predstavniki Rdečega križa, Karitasa in Centra za socialno delo. Name sta se obrnili 2 osebi, katere sem predlagal in povedal, da so me prosili in tudi prijavili so škodo in so na spisku, tudi, če hočete, lahko ta spisek je tudi javn v tistem programu AIDA, kateri je na spletu, in za ta 2 sem osebno predlagal. Sta si ta 2 zaslužila to pomoč ali oziroma je kdo zaradi njiju, ki je res potreben pomoči, po vašem mnenju izpadel, oziroma sta ustrezala merilom? Jaz mislim, da prepričan sem, da sta ustrezala merilom. Ta spisek smo skompletirali pač iz predlogov, ki so jih te inštitucije imele, upoštevali tudi sredstva, katera so dobili še tako iz naslova Centra za socialno delo, Karitasa in Rdečega križa. Odkot torej svetniku in poslancu Bezjaku dokazi za županovo samovoljno podeljevanje denarja? To tako, jaz nisem šel preverjati ljudi, kateri so napisani, ki so dobili pomoč in kdo je v kakšnem sorodstvenem razmerju, ampak po besedah občanov, ki sem potem dejansko prišel tudi do informacije, prave informacije, da je dejansko so tudi ljudje deležni pomoči, ki so nekako v sorodstvenem razmerju z določenimi ljudmi, svetniki ali samo občinsko upravo ali ne občinsko upravo gospodom županom. V tem smislu.